Vsaj za nekaj časa bodo sedaj pisala in zvezki ostali v predalu. Začele so se poletne počitnice, čas oddiha in sprostitve. Učenci in učenke ljudske šole v Šmihelu pri Pliberku imajo za sabo zelo razgibano šolsko leto. Šola letos namreč praznuje 100-letnico delovanja. Okrogli jubilej so učenci in učiteljski zbor med letom obeležili s številnimi projekti in delavnicami. Višek pa je bila skrbno in z veliko vnemo pripravljena slavnostna akademija. Ljudska šola v Šmihelu se je v prvem stoletju delovanja razvila v sodobno izobraževalno ustanovo, ki otrokom iz okolice daje dobro osnovo za izzive življenja. Med prvimi na Koroškem so v Šmihelu uvedli 4-jezični pouk in zato prejeli naziv Evropska šola, Europa šule. V Šmihelu so kar hitro spoznali moji kolegi, moji predhodniki tudi, da je potrebno staviti predvsem na jezike in so tukaj položili prva težišča s tem, da na naši šoli poučujemo 4 jezike, slovenščino, nemščino, italijanščino in angleščino, imajo otroci potem seveda najboljše pogoje za nadaljnje šolanje. Šolo pa predvsem odlikuje, da mladim poleg jezikovnega znanja posreduje tudi človeške vrednote. Ljudska šola Šmihel je kraj srečanja. Tam, kjer se srečajo otroci, nemško govoreči in slovenski govoreči in se nauči obeh deželnih jezikov in se pripravljajo za bodočno Evropo. Es ist das Besondere nicht nur die Vielsprachigkeit, sondern auch das besondere Klima der Freundschaft, das Aufeinander zugehen. Daher ist diese Volksschule eine vorbildhafte Schule weit über den Gemeindebereich hinaus, regionalen Bereich, und sie trägt mit Recht den Namen Europaschule. Jaz sem zelo pozitivno presenečen, da se šola je tako lepo razvila in se razvija naprej in naša šola ima res pravi evropski format in to me zelo veseli in upam, da bo v to smer šlo tudi naprej v bodoče. Kako solidna je izobrazba na ljudski šoli v Šmihelu, dokazujejo tudi uspešne življenjske zgodbe nekdanjih dijakov, ki jih je poklicna pot vodila vse vetrove. Ob jubileju šole so se vrnili, pripovedovali o svojem poklicu in se z učenci pogovarjali o zgodovini šole in kraja. V delavnicah so z otroki brkljali in risali, rezultate skupnega dela in kreativnega ustvarjanja so otroci svojimi mentorji ponosno predstavili na zaključni prireditvi. Tudi ples, ki so ga naštudirali z nekdanjim dijakom Šmihelske ljudske šole, plesnim učiteljem Gregejem Krištofom. V režiji 14-članskega učiteljskega zbora so mladi na razgibani in duhoviti večjezični slovesnosti razvedrili publiko tudi s prizorom iz italijanske ošterije. Dai signora, stia calma, non vedi che è morto. Prireditev pa so popestrili tudi bivši učenci in učenke ljudske šole, ki sedaj v društvih in zborih sooblikujejo kulturno življenje v občini. Ljudsko šolo v Šmihelu je v minulem šolskem letu obiskovalo 78 učencev in učenk, da bi ustanova lahko postala žrtev varčevalnih ukrepov in bi je nekdaj ne bilo več, se vsaj zaenkrat ni treba bati, saj je edina šola v občini in zelo pomemben dejavnik tudi v družbenem življenju.